S katerimi procesi ste v vašem podjetju transformirali prodajo izdelkov oziroma storitev? Ja, dejansko že samim prodajnim procesom. Ponujemo naše storitve kar na spletu in je morala biti ta front-end aplikacija narejena tako, da je uporabniku prijazna. In če ne bi tle uspeli transformirati tega procesa tako, da je naravnan na dobro uporabniško izkušnjo, ne bi niti uspeli. In nas tudi mogoče danes ne bilo tu. Za koliko se pa je povečala potem prodaja, če jo primerjate z prejšnjimi leti oziroma z letom poprej? Ja, smo sicer mlado podjetje, začeli smo šele konec maja, tako da je težko narediti primerjavo s preteklostjo. Dejansko pa lahko primerjamo, ker ponujemo zavarovalne produkte online, lahko primerjamo recimo z enako prodajo online v recimo preteklem letu Adriatica Slovenike, ki je naša mama za reč. Tako da dejansko se je, kako bi rekel, 500-krat više je, Torej dosegamo 500-krat više prodajne številke po spletu, kot jih je predtem dosegala Adriatic Slovenika. V bistvu smo mi zdaj šele začeli uvajati prodajo, tako da smo ustanovili eno skupino, ki se tedensko sestaja. Določili smo prodajne kanale, zadolžili odgovorne osebe, tedensko poročamo o aktivnostih, delimo izkušnje in tako naprej, na ta način. V bistvu samo niklo. Se ta transformacija prodaje že kaj pozna pri poslovnih rezultatih ali pričakujete, da se bo to v prihodnje? To zdaj pričakujemo, da se bo v prihodnje, ker smo to šele pred kratkim uvedli. Pa je to zaradi krize ali je to zaradi tega, ker je potreba na trgu takšna? V bistvu zaradi okoliščin, ker prej smo bili vezani na ključnega partnerja, zdaj smo pa mogli nekaj posla tudi sami zagotavljati, tako da smo mogli tudi prodajno ekipo transformirati pa sploh vse aktivnosti, vse procese še na novo uvesti. S katerimi procesi smo najbolj transformirali prodajo? Predvsem ne samo na nivoju prodajnih procesov, ampak tukaj je tudi zelo bila vpeta, se pravi ta administrativna plat, back office procesi, prav te podporne funkcije, prodajnikom in seveda tudi v bistvu dostop in odnos v končni fazi do končnih kupcev. To so, v bistvu mi se ukvarjamo z malo prodajo, se pravi do trgovin, do prodajnega oseba v trgovinah, kako upravljati, ne samo delati in narediti svoje delo na dnevni ravni, v vsaki trgovini, ampak dejansko upravljati z vsako mikrolokacijo, če rečemo tem prodajnim enotam tako na tak način. Ali se je to že kaj poznalo pri poslovnih rezultatih vašega podjetja ali se bo še le poznalo? Vsekakor se to že pozna. To smo začeli uvajati pred 4 leti, ko sem tudi jaz v bistvu prevzel funkcijo vodenja podjetja. In glede na to, da v bistvu non-stop skrbimo za neke novosti, za to, da smo skozi up-to-date, bi temu rekel, trenutnim razmeram na trgu. Mislim, da se vse te zadeve vedno znova in znova poznajo. Ste bili v to prisiljeni zaradi krize ali mogoče zaradi konkurence na trgu ali vse skupaj? Ne, niti nismo bili prisiljeni zaradi krize, oziroma ne bom rekel, da smo to začeli zaradi krize, ker v bistvu kriza se takrat šele počasi začela pojavljati. Več niti nisem to, kaj se bo dogajalo, ampak enostavno zato, ker so bile potrebe trga, kupcev. Mi dejansko delujemo predvsem v B2B segmentu, se pravi, mi dostopamo do končnega potrošnika posredno, se pravi, na eni strani dejansko poslušamo in poskušamo razvijati produkte za končnega potrošnika, po drugi strani moramo pa zelo upoštevati se pravi značilnosti tega biznis segmenta, se pravi veletrgovcev. Tako bom rekla, prodajo smo na zadnje preoblikovali tako bolj zares pred 4 leti, ko smo deloma združevali funkcije, smo delno preusmerili tudi ljudi, ki so prej bili striktno prodajno usmerjeni, smo jih še malo marketinško izobrazili in obratno, tudi tiste v marketingu prodajno, in smo začeli se ukvarjati z prodajo na ta način, da smo marketing in prodaja bili ves čas v kontaktu oziroma skupaj smo sedeli na sestankih in tako naprej. In smo na ta način dosegali neko sinergijo, da so ljudje bolj razumeli eno in drugo področje in ga istočasno uporabljali pri vseh procesih. Kar je pomenilo, da so v bistvu ljudje, ki so prej bili samo na terenu, imeli dodatno več informacij o tem, o izdelkih, o argumentih, o zadevah, ki so na nek način
pomembne za to, da prepričajo svojega kupca, da bo izdelek vzel prej, ne, kot bi ga mogoče sicer, če bi samo kot prodajnik sam nastopil. Smo pa že takrat imeli v bistvu prodajo organizirano tako, da smo imeli za večje kupce oziroma za glavne kupce, ki je account manager je, da smo se posvečali jim tako 100%, kot smo danes poslušali, da je v bistvu potrebno na vseh nivojih komunicirati, ne, tako finančnem kot prodajnem, kot marketinškem, da je pač taki account vodil vse te procese in povezoval ljudi med sabo iz našega in pa podjetja, našega klienta in smo na ta način v bistvu kar uspešni, no, bom rekla. In kako se to pozna na prodajnih rezultatih, če to primerjate pred tem, preden ste preoblikovali vašo prodajo? Mislim, da dosegamo veliko večje profite. Res, da je zdaj v tem času, ko smo mi te spremembe uvajali, ravno nastopila tudi recesija, pa glede na to, da smo mi prehrambno podjetje, se nas je ni dotaknila tako zelo močno, ker jesti pač moramo, ne? Bi rekla, da je v bistvu zelo uspešno, glede na to, kako se trenutno zadeve na trgu odvijajo, kakšen padec doživlja FMCG branža. Smo mi kar precej nad tem, kar pomeni, da dobro dihamo in da tudi zadržujemo svoje deleže in da smo uspešni. Kar se tiče poslovnih rezultatov, tukaj je zmeri neko vprašanje, svet igral, ali bi bili rezultati še slabši brez te transformacije, ali so ta transformacija res prinesla prave rezultate. Jaz mislim, da jih je, ker smo v vsem tem času uspeli dejansko zadržati nivo prodaje iz časov pred krize, tako da jaz ocenjujem našo transformacijo kot uspešno. Odgovor na prvi del vprašanja, s katerimi procesi gre za relativno kompleksen sistem sprememb, ki so bile potrebne, ampak če pozamem na hiter, bistvo je odločitev top managementa za te spremembe. Druga stvar, ki se mi zdi najbolj pomembna, je, da se ljudje oziroma zaposleni v prodajni ekipi resnično identificirajo za cilji in tretja stvar, da se sistemi, kot so plačni model, back office in podobne stvari, prilagodijo za potrebe prodajne ekipe. A kako še na koncu, ali menite, da ste bili v to samo prisiljeni zaradi krize ali zaradi konkurence na trgu? Mislim, da oboje, kar je bilo omenjeno, pa tudi po vseh teh letih je treba tudi kakšno stvar spremeniti v podjetju in mislim, da je bilo tudi izmalno narekovajo dolg časa, pa še kriza in pa konkurenca sta pomagala stvari še malo pospešiti, ker drugače bi se mogoče malo dlje odvijale, tako smo pa stvari hitreje zapeljali.